Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem o rjavku in zmešanku. Napnite ušesa in ji prisluhnite. Mar mi je tega treba, je stokal rjavko. Česa? Je vprašal zmešanko. Tako velikega trebuha. Spet sem se preveč najedel. Zmešanko je rjavka zavistno pogledal. Pa manj jej, mu je jezno zabrusil. Odkar so rumenko, plavko in rjavko stali zraven njega, je bil večkrat lačen kot sit. Tebi gre to zlahka z jezika, se je pritoževal rjavko. A moja hrana je za razliko od tvoje hitro pokvarljiva. Še preden prešteješ do 3, iz nje nastane kompost. Potem se za pošten obrok lahko obrišem pod nos. Zmešanko je za hip pomislil, kaj je sam jedel za zajtrk. Umazano plenico in košček usnja. Lačen danes ne bo, prebavnih težav zaradi zaužitega pa tudi ne bo imel. Ampak nič ne bi imel proti, če bi dobil vsaj še kak žvečilni gumi, ki bi ga lahko žvečil do kosila. Preden si se znašel tukaj, sem imel več kot dovolj hrane, je rekel rjavku. Lahko sem izbiral, zdaj pa moram biti zadovoljen za vsak prejeti grižljaj. Zato pa res ne moreš kriviti mene, se je branil rjavko. Seveda si ti kriv, je rekel zmešanko. Zaradi tebe sem ostal brez vitaminov, ki so v sadju in zelenjavi. Rjavko je odprl pokrov in pogledal, kaj ima v trebuhu. Lahko ti odstopim bananin olupek, jabolčni ogrizek, pa tudi nekaj plevela z vrta še imam, mu je hrano iz svojega trebuha ponujal rjavko. Tvojih ostankov pa res ne bom jedel, je bil užaljen zmešanko. Morda te bo premamila zeljna glava, čeprav je že precej nagnita, ali pa listje rdeče pese, je naprej ponujal rjavko. Čeprav bi si zmešanko zraven suhega mesa nadvse rad privoščil solato, pa mu njegov ponos tega ni dovoljeval. V kratkem pričakujem vrečko od sesalca, je rekel. V njej bodo zagotovo koščki sadja in zelenjave, kar bo dovolj za moje dnevne potrebe po vitaminih, je zavrnil rjavka. No, morda ti bo zadišalo ljubje, je svojo ponudbo še kar vztrajal rjavko. Na zalogi pa imam tudi še nekaj koščkov korenja, jajčne lupine in jogurt. Ne sili me več s takšno nesnago, se je ujezil zmešanko. Tvojih pokvarjenih in zavrženih prehrambnih izdelkov ne bom jedel, povzročajo mi alergijo. Pa tudi travo, listje in plevel, kar obdrži. Moj želodec tega ne prebavlja več. Potrebujem nekaj konkretnega. Kot je na primer buča ali pa nemara pekoča kopriva, ni odnehal rjavko. Ne, je odrezavo povzdignil glas zmešanko. Prilegel bi se mi košček sira ali keramike, pa tudi rokavice in čevlji bi mi za zimo prav prišli. Z vsem ostalim me pa trenutno ne nadleguj. Ti si pa res izbirčen, je rekel rjavko. Pravzaprav ti nikakor ne morem ustreči. Najprej me kriviš, da zaradi mene stradaš, potem pa vihaš nos nad vsem, kar ti ponudim. Čevljev in rokavic ti pač ne morem ponuditi, je rekel rjavko. Najbolje bo, če pri priči utihneš, mu je zabrusil zmešanko. Rjavku se je končno posvetilo, da je zmešanko slabe volje. Le kdo ne bi bil z napol praznim trebuhom. Zato je zaprl svoj pokrov in prenehal opletati z jezikom. Tudi zmešanko se je zavil v molk in potrpežljivo čakal na naslednji obrok. In ko ga je končno dobil, ga ni bil prav nič vesel. Prazna baterija in varčna žarnica, je zazijal od presenečenja. Nekdo me poskuša zastrupiti. Na pomoč, na pomoč, na pomoč, se je začel dreti na vse grlo.
Ampak ni prav nič pomagalo. Celo rjavko, ki je stal zraven njega, se je pretvarjal, da ga ne sliši. Si imel ti prste zraven? Ga je napadel z mešanko. Nič nimam pri tem, se je branil rjavko. Saj vsi vedo, da si malce zmešan, včasih pa tudi nevaren. Zato se ne čudi, s čim so te nahranili. Z mešanko mu ni ostal dolžan. Ti pa si pokvarjen, smrdljiv in gnil. Se strinjam, dragi prijatelj, je rekel rjavko. Takšno je pač najino življenje, je še uspel reči, potem pa so oba nenadoma zgrabili in njuna trebuha povsem izpraznili. Koša sta resda prazna, naše glave pa polne novega znanja. In preden zatisnete oči, naj vam preberem še tole. Rjavko je rjav zabojnik ali zabojnik z rjavim pokrovom. Sprejme pa kuhinjske odpadke in vrtne odpadke. Kuhinjski odpadki so zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki, papirnate vrečke in robčki, moker časopisni papir. Vrtni odpadki pa so cvetje, trava, rastline, listje, rože, plevel, gnilo sadje, stara zemlja lončnic, ostanki porezanega grmičja, drugi leseni odpadki. In z mešanko? Ta je črn zabojnik ali zabojnik s črnim pokrovom. Sprejme plenice, iztrebke malih živali, drobne odpadke od pometanja stanovanja in dvorišča, koščke tkanin, usnje, zamaščeno folijo, okenska stekla, celofan, prazne vreče cementa in apna, higienski papir, vato, ostanke zobne tube, zobne ščetke, krtače, vosek, škarice za nohte, video in audio kasete, manjše otroške igrače, smučarske in druge čevlje, rokavice, steklene kozarce za sok in vino, lončeno posodo, plastične lončke za rože, plastične mape, pasove, krzno, okrasne sveče, šilčke, obešalnike, očala, vžigalnike, tapete, vrečke od sesalca, žarnice, žvečilne gumije, sir, ostanke mesa in kosti. Veste, za okolje, v katerem živimo, smo odgovorni sami. Zato je zelo pomembno pravilno ločevanje odpadkov. In če bomo skrbni do našega planeta Zemlja, na katerem živimo, potem bo tudi on nas obdaril s čistim, svežim zrakom in krasno naravo. Zdaj pa hitro, hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, polubček in sladke sanje.